prišli. Danes smo želeli vsem razložiti, da smo s 1.1.2025 kot UKC Ljubljana bili sprejeti v nemško-švicarsko združenje iniciative Kvalitets medicin. To je izjemno pomembna mreža 500 bolnišnic, ki transparentno nadzirajo in izboljšujejo kakovost. In kot prva bolnišnica izven nemškega govorečega področja smo bili sprejeti v ta projekt. To je za nas izjemno pomembno. Na ta način bomo transparentno dvigovali kakovost v naši bolnišnici. Mislimo pa, da je to način, na kateri bi lahko celoten sistem slovenskega zdravstva profitiral, in upamo, da se bodo v ta sistem vključile tudi druge bolnišnice in bomo tako lažje primerjali naše delo in izboljševali kakovost. Hvala. Kaj to prinaša pacientov, v čem je smisel, koliko več nabor kazalnikov kakovosti tudi v primerjavi s tem obstoječimi? To dejstvo umestimo v neki širši kontekst, bi rad poudaril, da gre pravzaprav za uresničevanje ene izmed zavez, ki smo jo dali v naši novi strategiji, ki smo jo pripravili v lanskem letu, to se pravi strategiji razvoja kliničnega centra v obdobju od leta 24 do leta 30, in v tej strategiji smo dali eno konkretno zavezo, da bomo poskušali biti primerljivi mednarodnemu okolju, nam podobnim bolnišnicam na področju 50 relevantnih kliničnih kazalnikov izidov zdravljenja. No in v luči tega je bilo potrebno, da najdemo neko združenje, kjer obdelujejo podatke o kakovosti na podoben način in da lahko potem pristopimo k nekemu merjenju izidov zdravljenja na področju teh diagnoz in da se potem lahko seveda tudi primerjamo z nam podobnim bolnišnicam v nekem mednarodnem okolju. To združenje nam omogoča to merjenje, kakor tudi primerjavo teh izidov zdravljenja, in vse to na en zelo objektiven način, kajti merijo nas ljudje izven naše hiše, v enem mednarodnem okolju, in tudi na transparenten način, kajti te rezultati so potem javno objavljeni s časoma in od tega imajo tudi največjo korist potem bolniki, kajti ve se, kaj lahko pričakujejo od naše ustanove in s tem razblinimo vse dvome o tem, da delujemo transparentno in kakovostno. To je namreč eden izmed ključnih elementov zagotavljanja kakovosti naše ustanove na področju temeljne dejavnosti. No in to področje bi želeli v tem naslednjem strateškem obdobju bistveno ukrepiti. Področje pokriva pri nas služba za kakovost, v okviru katere smo tudi izpeljali ta postopek pristopa k temu združenju. Konkretneje, kaj v tem združenju bi pa lahko povedala moja sodelavka, dr. Borosi. Se pravi, pristopili smo v združenju z osnovnim namenom, da transparentno pokažemo izide zdravljenja, kako bomo to merili, s preko 500 kazalnikov kakovosti izidov zdravljenja. S temi kazalniki bomo pokrili približno 60% vseh bolnišničnih obravnav. Analizo bo upravilo združenje. Na osnovi te analize bomo pridobili pričakovane rezultate za našo ustanovo, se pravi za bolnike, ki jih konkretno zdravimo pri nas, in z dejavniki tveganja, ki jih imajo naši bolniki. Rezultate bomo primerjali potem z pričakovanimi izidi in statistična odstopanja v primeru navzgor ali navzdol nam bodo le pokazala, da gremo v poglobljeno analizo in analiziramo vzroke za odstopanja od pričakovanih vrednosti. Pomemben dejavnik celotnega pridružitvi združenja je tudi vzpostavitev mednarodne mreže strokovnih nadzorov, v katerih sodelujejo tudi naši zdravniki. In naši zdravniki bodo šli presojati univerzitetne bolnišnice, prav tako bomo pa sprejeli mednarodne strokovne nadzore zdravnikov iz drugih univerzitetnih bolnišnic, kjer bomo skupaj na kolegialen način poiskali priložnosti za optimizacijo zdravljenja naših bolnikov. Pacienti bodo imeli od tega predvsem to, da bodo lahko
na objektivni način videli, kaj lahko pričakujejo, kakšno kakovost lahko pričakujejo v naši ustanovi. Lahko mogoče na enem primeru nekega oddelka ali pa nekaj podobnega poveste, kako bo to izgledalo in kaj bomo dobili iz kakšno kakovost na nekem oddelku, kaj bomo vedeli pacienti. Ja. Osnovna enota merjenja kakovosti ni posamezni izvajalec, ampak oddelek, se pravi, osnovna enota merjenja kakovosti je organizacijska enota, ki izvaja določeno zdravstveno storitev in pacient bo videl, kakšni so pričakovani rezultati zdravljenja njegovega zdravstvenega problema. Če gre nekdo na neko operacijo, recimo, kaj vse se bo pošiljalo, tako par konkretnih mogoče teh kazalnikov čisto? Za posamezno zdravstveno obravnavo, vrsto zdravstvene obravnave se spremlja 38 podatkov. Ti podatki so že v obstoječih bolnišničnih informacijskih sistemih in sicer se spremlja od diagnoz, kliničnih postopkov, starosti pacienta, pacientovo napotitve, ali je pacient prišel od doma, ali je bil premeščen iz druge bolnišnice in tudi kam pacienta odpuščamo, se pravi, ali gre pacient pozdravljen domov, ali bo premeščen v drugo zdravstveno ustanovo, ali je pacient umrl, ali gre v rehabilitacijo. Skratka, zelo pomembni podatki za posamezno vrsto zdravstvene storitve, iz katere se potem na osnovi algoritma izračuna pričakovana vrednost za naše zdravstvene obravnave. Se pravi, ti podatki, kot pravite, so že v sistemu, da ni možno upravljanje, potvarjanje. Kateri podatki so to? Tisti, ki jih že danes pošiljate na ZZZS in so kompatibilni z vsemi temi nemškimi bolnišnicami? Ja, nabor podatkov je kompatibilen z setom podatkov, ki jih pošiljamo za obračun zdravstvenih storitev. To je tudi pogoj, da si pridružen član tega združenja, se pravi, da imaš obračunski sistem DRG oziroma SPP, skupine primerljivih primerov. Del teh podatkov je iz tega vira, del podatkov je pa dodaten, se pravi ležalna doba, stanje v podpustu. Vse te podatke imamo že v bolnišničnem informacijskem sistemu in te podatke avtomatsko pošljemo v bazo za analizo. Se pravi, ni možno nekega potvarjanja podatkov, izključevanja težkih pacientov ali pa slabih izidov. In to je ključno, da zagotovimo objektivne podatke. Ugotovitve bodo s časoma tudi javno dostopne, kdaj boste predstavili? Ja. Kot član združenja smo zavezani, da v drugem letu članstva javno objavimo rezultate za 500 kazalnikov, ki jih spremlja to združenje, tako na internetni strani, se pravi za javnost, in imamo tudi konference obveščanja s pacienti in javnosti, katerih potem lahko komentiramo rezultate. Obstoječa akreditacija niste podaljševali, tudi nekoliko drugače se boste lotili izbora akreditacijske hiše v tem primeru. Kje ste trenutno, zakaj ste se tako odločili, kot ste se in kaj boste upoštevali pri prihodnem razpisu? Ja. Lanskem letu smo zaključili 9. ciklus akreditacijskih presoj in kot terciarna ustanova z zelo kompleksnim zdravstvenim sistemom želimo tudi na področju akreditacij doseči nek visok nivo teh akreditacijskih presoj in načrtujemo javni razpis v tem letu in izbor akreditacijske hiše, ki bo zagotavljala kvalitetno presojo univerzitetnega kliničnega centra, kompleksnega zdravstvenega sistema z mednarodno priznanimi akreditacijskimi presojevalci, ki imajo izkušnje z številnimi presojami univerzitetnih kliničnih centrov. Kako se pa sklada zdaj ta koncept z zakonom o kakovosti, ki smo ga pravkar sprejeli pri nas? Ta koncept izpolnjuje pravzaprav eno pomembno zakonsko zahtevo in sicer stalno izboljševanje kakovosti. In pridruženje mednarodnemu združenju ICOEM ravno to podpira, se pravi stalno izboljševanje z merjenjem kakovosti, z primerjavo mednarodno in iskanjem priložnosti za izboljšave, je ena od orodij zagotavljanja kakovosti in je v skladu tudi z zakonom o kakovosti. Mogoče bi še povedali to dilemo o merjenju posameznega zdravnika ali zaposlenega zdravstvenega delavca z merjenjem nekega kompletnega oddelka, kar pač predvideva ta ICOEM. Vprašanje. Zdravstvena obravnava ni stvar posameznega, ampak je
timsko delo. In končni rezultat zdravstvene obravnave je rezultat skupnega delovanja vseh sodelujočih pri zdravljenju pacientov. In ne moremo prepisati rezultata zgolj enemu od poklicne skupine. To je ključno in IQM metodologija zasleduje organizacijsko enoto kot kazalnik izidov zdravljenja. Se pravi, je rezultat celotne enote, tako strokovnega dela bolnišničnega zdravljenja, kot seveda tudi vseh ostalih potreb, ki jih moramo izpolnjevati, da dosežemo ta rezultat, od infrastrukture, kadra in tako naprej. To ne pomeni, da se recimo izogibate merjenju kakovosti dela posameznika? Ne, in samo ne izogibamo se merjenja kakovosti posameznega izvajalca, mislimo pa, da je mnogo bolj koristna informacija pacientu, da vidi, kakšen je pričakovan končni rezultat zdravljenja, ne pa kakšen je rezultat posameznika pri recimo njegovi zdravstveni obravnavi. Tako še zaključim. V zaključku bi mogoče izpostavil to, da smo bili sedaj vključeni v ta sistem, za nas ni neka nagrada. V Sloveniji radi govorimo, da smo najboljši vsak na svojem področju in če smo tako majhni, hitro postaneš najboljši v majhnem krogu. Zato smo se mi zdaj, ko smo se kvalificirali v to združenje, dejansko šele kvalificirali na olimpijske igre in šele tu bomo spoznali, kako dobre so druge reprezentance, v kakšnih terenih smučajo in mi se bomo z njimi primerjali. Ne pričakujemo, da bomo takoj osvajali kolajne, ampak kaže pa to jasno zavezo, da je naš interes izboljševanja kakovosti, transparentnosti in zato se bomo trudili naprej in upam, da se čim prej prebijemo čim više. Hvala. Hvala.